Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 170. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril s Tino Vodopivcem in pa Perico Jerkovičem, ki sta oba sicer že bila v Apparatusu, ampak nikoli skupaj. Smo se pa pogovarjali, kako je, ko tuji komiki pridejo v Slovenijo, razlika med predstavo in stand-upom, kako točno nastane predstava. Na koncu se je Perica hotel kregati o volitvah, ampak nima pojma, ampak sem vse noter pustil za nalaž, pa je bil pa na koncu tega razpad sistema. Kar se meni tiče, kar v redu pogovor. Tako da naprej začnemo. Ful hvala vsem, ki podpirate Apparatus, to valjda največ pomeni, to ne morem preveč povedati, koliko to pomeni. Tako da tisti, ki tega še niste naredili, pejte na apparatus.si poševnica podpri in lahko tam podprete to, kar delam. Hvala vsem, ki dajete ocene v Apple Podcasts in polnim, ki delite te pogovore, če so vam všeč. To je več ali manj to, kar se intro da tiče. Zdaj pa Tin in Perica. Spet nas je več, se temu reče. Kar pomeni, da moramo vprašati, da bodo ljudje prepoznali vajna glasova, ne? Ker predvsem vsi vemo, da noben od vaju dveh nima naglasa. To je pač treba reči. Kaj? V nobenem jeziku. V nobenem jeziku, niti regijskih. Tako da, kdo si in kaj počneš, kdo sta in kaj počneta, pa gremo urin kazalc. Deja vu, imam feeling, da sem slišal enkrat to vprašanje. Jaz sem Perica Jerkovič. Ne, ok, Timo Pivec, zakaj sem dvakrat rekel svoje ime? Ne, stand-up komik. Odmeva ta mikrofon za 500 €. Anže uvodoma rekel trikrat ponovil, da ona dva imata mikrofon za 500 €, jaz imam za 50. Lej, tako je življenje. A si tako nekako predvidel, da se bo razparceliral pogovor? Lej, kakšne so moje vrednostne sodbe? Okay. Kar je bil Ciril Komotar v oddaji, ful zraz ceno mikrofonov. Mislim, da Ciril je bil celo nadmeje, Ciril je imel od razga, to je res. Ja, ok, Tino Vodopivc, Perica Jerkovič, torej, če prav razumem. Prav razumem. Perica, še ti reči, da si ti, da bojo ljudje vedeli. Ti. Ok. Sorry. Lej, pa prej smo se malo pogovarjali, kako bi začeli, glede na to, da sta oba dva komika, vsaj tako pravita, ne, večino časa. Ko imamo napisano na to ustrajno trdijo. Instagram opis. Ne, bolj me zanima, jaz sem bil na snemanju Brad, dejansko, in zdaj lahko dokončno potrdim, da mi je malo žal, da hodim na te premiere, no. Ker je res je bilo ful boljš. In to je bilo, res nisem vedel, kje, prej smo se malo, ampak bi mogoče s tem začel, ker to oba dva lahko rečeta. Ne. Jaz sem nekako razumel, da mogoče je pol, ko se stvar unese, kjerkoli nastop, ali imaš svoj set, ali je predstava, nima veze. Valjda razumeš, da ja, ok, mogoče pol, kaj par ponovitev že, da je boljš. To sem jaz nekako štekel. Nisem vedel, da bo tako drastična razlika. Pa to nočem disati. A res je bila? Jaz mislim, da je res bila. Nisem presenečen, da je pač navadno razlika. Itak na premieri, ni še tam, kjer mora biti. Ampak mi smo imeli kar nekaj, 4 izvedbe pred premiero. Ampak tudi predtem smo izvali te neke stand-up sete pač drugje, tako da je bilo kar nekaj teh izved pred premiero. Ampak v tvojih očeh torej vse ne bila precejšnja razlika. Ja, tudi kako je tekel, pa tako, noro mi je, da meni ste bolj delovali spontani v bistvu pol, kakor na premieri, tako sem jaz to doživel, iskren. Najbrž res. Kar je weird, ker v bistvu bi človek pričakoval na toliko ponovitev, da mogoče se malo, veš. Veš, kaj je še ena stvar šit na premieri? Publika. Ja. Hvala. Ne, veš zakaj, zdaj ni čisto šit, ampak precej. Okay. Ne, zato, ker so frendi. Na primeru povabiš frende, povabiš novinarje, povabiš kolege, ne. In če tam v publiki pač ne vem, Jure Karas ali kdorkoli, on ne bo umiral na te tvoje fore, štekaš, on gleda, ali pa Žan Papič, ne rabi biti zdaj, da ne bo pomote. On preprosto sodi na nek način, te ocenjuje, drugače gleda, preprosto iz nekega strokovnega vidika in pol ni atmosfere posledično. Ne. In pravim, tu so tudi neki prijatelji, zelo taka, kako bi rekel, netipična publika, ki in premiera ponovadi gre z neko srednjo oceno skozi
tako vsakič. Sam to ti zdaj govoriš za premiero, ki je bila bolj zaprte narave. Mislim, da bo ti to, a ne, si bil ti na tej premieri, ki ni bilo tako v bistvu, si rekel, prodajo vstopnic. Se so take premiere ponovadi. Vem, ampak vseeno, če imaš vsaj neko maso ljudi, ki kupljajo vstopnice, ki so tako excited, prišli smo, končno premiera, ful smo veseli, drugo imaš pa tako frende, ki so tako, ajde grem gledat Perico, ki sem v obljubil. Vse sem ga gledal že 100krat, pa tako, tam mu je ratala. Ampak vsi teatri se delajo premiere ponovadi za pač zaprtega tipa. Ja, vse oboje, eno je. Mediji, pa frendi, pa kolegi. Ja. Ampak koliko imate, mislim, jaz na to res nikoli nisem pomislil, to si ti še lepo rekel, ki smo imeli brade, ki smo se pogovarjali, da dejansko, te premiere so z njimi malo tako, jaz tega res nisem nikoli. Ja. Meni to sploh tako, nisem tudi pomislil, nisem na to, jaz sem mislil, da valjda premiera je tam, kjer se, da to je pa... Da biti ne biti. Tako, jaz sem res iskren, da je točno to, 0 ali pa 1, da ni nekih sploh nijans, razumeš, da še lepo na ponovitvah, ampak to make sense, to si dobro izpostavil, pa kle se moramo skoraj vedno ostati, če imam kogarkoli, ki je performal, ali pa karkoli, tako ljudje kupijo vstopnico, pač je druga štimunga, ker ta res, jaz to se hočem 17,000krat pogovarjati, ker se mi zdi ful vreden, da je ta, pač je nek drug respekt, oziroma drugače dojema tisto, kar se na odru dogaja. Mislim, da je vse malo razlika med filmom, recimo, ko ima premiero, takrat pridejo igralci, pa režiser, pa je premiera ima res neko rdečo preprogo, pol imaš gledališče, kjer je itak dokaj jasno struktura predstave, Shakespeare je napisal in zdaj nimamo kaj veliko spreminjati, pa imaš pa stand-up, kjer je pa veliko stvari se razvija s časoma, pa nekaj vmes mu ni več, njemu ni več fajn to govoriti, pa vrže ven, pa da nekaj drugega, in zato je to drugače. In zaradi tega se mi zdi, ameriški komiki dostakrat naredijo New York čist na koncu turneje, ker je takrat največ pritiska, pa največ medijev, pa največ vsega. Grem najprej tam v Bogu za leđima, pa to, da najprej to oddelam, pa se prijem na konc 100 ponovitev v New Yorku, da so pol že fore izbrušene, da je že vse v nulo. Da je vse spilen, takrat pol posnameš svoj special, pa te fore. Tako da ta premiera pri stand-upu še posebej tako, smo imeli 4 na začetku ponovitve, wow. Smo tako 2krat smo šli čez, preden se je začel. Ne, ampak se pozna razlika, če greš delati eno pred premiero, pa direkt premiero, ali pa delaš 4, pa pravim, tudi predtem smo imeli neke izvedbe teh nekih, vsak zase svoj set izvajal, jaz sem izvajal na 4 mest, to pomeni 8krat sem predtem izvedel svoj set, to je več kot dovolj, mislim, si že totalno vlaufan na nek način, Seveda se kasneje šele rodi še kakšen to, kar si rekel, po 30 ponovitvi imaš en kup dodatnih for, to itak, Ampak vlaufan pa si že, če si imel že predtem 8 izvedb, si vlaufan za primer. Meni je precej spremenil tale film, Birdman? Ali kaj je? Ja, Keaton. Birdman. Ja, Birdman je. No, tisti mi je v bistvu tako nekako spremenil pogled na to, ker on je tam v tistem filmu vse, kar ima nekako vložil v to predstavo. On je bivša zvezda in zdaj je to njegov The Thing. Da? In predvsem je bilo zanimivo vedeti to, kako izgleda, ko nekdo dela 7 ali koliko je imel 10 predpremier na istem odru večer za večerom. Mi tega tukaj nimamo, ampak vseeno je pač to je. In tiste predpremiere absolutno nič ne štejejo, šteje samo premiera, ko bo tista stara tam napisala ali pa ne, palec gor ali pa palec dol. Mislim, pri nas je drugače, ampak še vedno pa predpremiere. Tam je dejansko, ko pride New York Times, pa ti napiše review, to nekaj šteje, pri nas kaj bo tam v Lady pisalo, da je predstava odlična, ampak pol zraven je članek tudi za eno pevka, da je najboljša pevka, in pol še za enega unga, da je najboljši. Tako da ni, jaz sem to prvi začutil, ko je enkrat v žurnalu nekaj pisal za Viktorja 2011, je pisal, da sem bil zvezda večera, in takrat mi je to v moji glavi, v moj ego je bilo tako, jaz sem bil na Viktorji zvezda večera, oh my god, to je konc življenja. Koliko je to prodal kart? 0. Noben je bil zdaj kaj, on je zvezda večera na Viktorji, zdaj moramo vsi njegov stand-up gledati. Noben ni prišel zaradi tega. Tako da takrat sem videl, da medij dejansko nima take moči, kot mi doskrat prepisujemo. No? Mislim, saj ne v tem, da bi zdaj make it or break it en review bil. Ja, valjda. Nekoliko pa pomaga pri nas, mislim, da koliko pomaga, ker še zmeraj pa dajete intervjuje, pa vse ostalo. Tudi z mano ste se pogovarjali v končni fazi, ampak tako, pa nočem zdaj, aparatus je itak svoja stvar, ampak tako, koliko pa pomeni v žurnalu ali pa v Lady, a imate kak feeling tako, ali je to nek kumulativen? Ja, mislim, eno je ono, če se zdaj pogovarjamo te marketinške, brand awareness, veš. Zdaj ti, če se pojavljaš v medijih, naslovnice, pa to, sigurno ljudje nekako zvejo zate, ampak ni nujno, da bo zaradi tega šli gledati tvoj stand-up, Še posebej, če se ti nekje pojavljaš tudi na TV, ko greš v neko vdajo,
ki je recimo tako, kot je Vikend paket, ki je zelo luštna vdaja, ampak a bo to kaj kar prodal, dvomim, bo bolj tako, recimo odpilca, pa Perica, pa kdorkoli, ampak ne bo pa zdaj, se je res, jaz moram gledati njegovo predstavo, zdaj me je to prepričal. Predvsem zato, ker ti ne moreš, ljudje smo taki, da rabimo videti na lastne oči, tako da jaz mislim, da več nek video na YouTubeu bo več ljudi prepričal, kot pa 100 člankov o tebi. Zato, ker tudi tisto, kar je napisano, se vemo, ne vemo, vemo v to, da te mediji tudi malo napihujejo včasih in tudi ti, ki lahko plačaš, pa te objavijo, in zdaj, kaj zdaj res, ni nobenega tazga novinarja tako zares, da bi bil so sicer ne par, ampak da bi res rekel, ko pa on reče, to pa ja, vela. To pa je vela. Okay. Če posebej za komedijo, da bi bil recimo, ne vem, en tak Marcel Štefančič junior za stand-up, ki bi rekel, jaz sem za, ta predstava je vrhunska, ali pa da bi tudi koga skurcov, če se opravičujem, ampak tako, da bi rekel, ta predstava je res za nič, da bi pol to kaj vplivala. Verjetno bi ga vsi sovražali, zato noben ne upa, mislim, ni to. Ne more od tega živeti, da bi si upal iti to daleč. Ja, to daleč. Ja, se to je kar. Ja. Pa sploh kulturo, kar vi zdaj kar spadate. Ne. To zdaj jaz kot medijski človek govorim, spadate v kulturo. Ne, pa če to res ne pokriva dosta več niti časopisov, niti medijev nasploh, no, da bi jo resno. Jaz sem imel zegen in na mladim delu, ki jo kar resno jemlje, recimo, ne. Pa RŠ tudi še nekako, RTV še, ne, recimo, pa počasi že tako. Kakšen delo se najde, pa daš večeru, pa kar naenkrat, medijev je pa dosti več, ne, tudi in TV-ja in vsega, pa da bi neki resno pokrivali, res ni. Se je to kar zgubil, se mi zdi. No, mislim tako, ni izginil, ker obstaja, ne, ni pa več, kot je bilo včasih, ki je bilo to šport ali pa pol politika, recimo, ne, se je to kar fural, ne, kar je kar grozno, kar se mene tiče. No. Sam se mi zdi, da mladina vse ima neko težo, ampak v bistvu nimajo tako dosti časa, da bi se s tem ukvarjali. Se mi zdi, da velika mladina, ko ima nekom ti jih povabiš, mi smo vedno povabili mladino, ne pridejo recimo na premiero, pa je redko kdaj kdo prišel. Ja, sem to je... stvari, pa ni. Ja, sem to, ki je pač tako, ki je 7 ljudi, a veš, pač na eni točki zmanjka. Ne, ampak lepo drugače vprašam, pa da nam šli, ampak kaj prej, ki si rekel, YouTube video pomeni več, ne, ali pa tako. Kaj pa pol, imate občutek, mislim, kaj vidva pri sebi rečeta, da to mi pa najbolj pomaga, recimo, ne, da bojo pa ljudje pol, a veš, prišli mene gledati ali pa. Ja, zase, če govorim, meni se zdi, da največ, kar mi je tako prometa prineslo, oziroma angažmajev in mogoče vstopnic, za ko sam organiziram kakšno stvar, oziroma spravim neko predstavo ven, je to, da sem prej bil dober na odru. To je tisto, razumeš, prejšnji odrski uspehi. Ja. Ker v medijih se pojavljam, ampak spet ne neki preveč. To, kar ti razlagal prej, da to pač v časopisju, kar se piše in tako naprej, in neki intervju, ki naredi nekdo s tabo, nima neke blazne teže. Tako da tistemu pripisujem največ. In pravi novih angažmajev, predvsem novih angažmajev. Pa najbrž tudi prodanih vstopnic, pravim, ko ti rečeš, ok, imam novo predstavo, pa pride kdo in potem vidiš, koliko se prodajo vstopnice. To je vse na podlagi, ker je folk nekako naučil se zaupati tebi kot nekomu, ki bo nekaj dostavil. Torej, lahko računamo, da če plačam tisto vstopnico, ne bo bedno. Temu največ pripisujem nekako. Veliko je, mislim, ta nek od ust do ust, res tako kot vsake stvari, da ti nekoga vidiš, pa ga pol povabiš, še na drugo zadevo. Recimo, super je bilo to, ker na začetku, ko smo začenjali, da smo se drugega vabili. Če Perica nekaj organizira, povabil mene, če sem jaz, sem njega. In tudi zato, ker ni bilo drugih. In pol v bistvu... Enkrat je Giza napisal, za radio študente napisal, ja, oni kar sami sebe drugega vabijo, zato sploh obstaja, zato jim vratuje tako. Kaj pa je s tem narobe? Ja. A to je nekaj ful blazno narobe, da si pomagamo med sabo. Tako, kar nekaj. Ja. Zdaj, glede na to, koliko cajta že traja, kaj je stand-up renesansa, kaj moramo reči? Ko se je začelo, sploh polni renesansa v resnici, ki se je zdaj v zadnjih 15 let. Scene. Ja, geneza stand-up v Sloveniji. Še vedno obstaja razlika med tem, da si ti stand-up in si en človek na odru, oziroma potem, ko obstaja predstava, ker je predstava, kako je ta, kako je neulom, kako se mu reče, ta znakac vmes, več kot, predstavo poje, stand-up je pa na drugi strani, Ja, škaj, ampak je vsem tako neko nihalno gibanje, ker včasih je bil stand-up
full cool, ko smo, 5 let nazaj je bil tako stand-up in so tudi neke monokomedije se kar avtomatično spremenile od stojne stand-up komedije. Obstala je že komedija 10 let, recimo ena predstava in zdaj kar enkrat se ta predstava imenuje stand-up komedija. In potem je 5 let, zdaj 5 let kasneje je pa spet šlo v kontra, je pa spet bolj cool, da rečeš, da je to monokomedija kot stand-up komedija, zato ker ti daje nek večjo avtoriteto. Ampak to je vse bazirano na neki predstavi ljudi v glavi. No. Se mi zdi, da stand-up je cool, jaz sem tudi stand-up in pa tako, zdaj so vsi stand-up, jaz nisem, jaz sem monokomedija. In tudi v glavah publike, predvsem malo starejše, je še vedno, to je predstava, to je pa neki tako, to je pa proper. To pa, stand-up, to neki mulci neki delajo, kaj pa mi, tako, to pa je zdaj predstava, brade, predstava in turneja in oni imajo ime in plakat in vse imajo. To se zdaj sliša, ime in plakat. Ne, kot včasih za stand-up je ponovadi vedno en mikrofon na plakatu in piše kao. To je ista scena pri podcastih. Ne? Vsak, ki hoče podcast delati, bo dal v logo, bo mikrofon v logo. In pa to pomeni zdaj podcast. Okay. To štekam. Ampak a ni fora, da bo to dejansko, da ko se bo pa enkrat še ta tradicija nabrala, da bo en človek okoli hodil. Pa se je že zdaj to. Meni se ne zdi to toliko pomembno, to razvrščanje. Razumeš? Meni tudi ne. Vse brade so predstava. Tako kot je predstava to, kar se delali vidva z Borisom, predstava z elementi stand-upa. In tudi prej so obstajale, prej smo se sploh mi pojavili, so obstajale predstave, ki so bile v veliki meri stand-up ali pa so imeli velik nek teatrski monolog, ki je zelo blizu temu. Ne. Mislim, to razvrščanje ni zdaj pa ne more ta trenutek junija 2018 pa ne more nekdo imeti solo šova, ki je sem pa je full kvaliteten ceni, ne vem kaj. Seveda je lahko. Generalno pa je tako, da pač šov je manj vreden kot predstava. Torej predstava, ki jo delajo akademski igralci, ki je nekdo celo neko scenografijo priskrbel in nekdo celo kostume sešil. Šov pa je pač en tip, ki je nekaj spravil skupaj in zdaj on to izvaja, če je solo šov. To šov se manj ceni ponovadi in stand-up nekako je šov in je... pa več teh elementov je tudi, prej si rekel, da smo kao kultura, v bistvu na nek način smo ali zaradi tega, kao te predstaje te porinejo v to smer kulture, ampak sama kultura pa to ne smatra kot kulturo. Mi, ki smo se kdaj probali prijaviti na kakšen razpis kulture, recimo za festival Panča, pa je bilo vedno, vi ste ful komercialni, vi ste mainstream, in se to smatra pol. Vse imate dosti ljudi, kaj zdaj hočete še nekaj tako. To je ta malo še socializem pri nas, kaj tako, pa bog je unki par, on nima, da njemu moramo dati, vi pa imate, kako imaš folka, tako, pa ti govoriš te neke fore v Bosancih, pa v Bludinkah, pa tako, a res to govorimo, to pa je, govorite vi, burkeži. Burkeži, to smo bili že označeni kot burkeži. Ampak hočem reči, pri nas še ni te tradicije, da bi tako nek sceno komik rekel, jaz imam zdaj svoj šov, ki se imenuje Banana in pridite na Banano, tako... Sorry, to... sej. Ne, ampak to bi šlo. To je v bistvu ni slab ime za special. Banana. Moj šov, da bi se imenoval Banana Split, pa kao, Split, Hrvaška Split. Ampak tako, da imaš kao neko zapakirano celoto, ampak to si v bistvu sen še vedno ti s svojimi forami. Pri nas je pa vedno pol to že zabrade, tako pravi, to je nadgradnja stand-upa, zato ker so šli korak dlje, pa ni samo stand-up, ampak je tudi skeči, tudi organizatorji pa v kulturnih domovih imajo radi, da je neka poanta, da je neki smisel, še posebej, kad te uvrščajo v razne abonmaje, stand-up, sam tako stand-up show z Anžetom Tomičem, ne bi nikoli šel abonma noter, zato ker kao, to je pač en tip, ali kaj, to ne more, to ni kulturno, če pa rečemo predstava, brade, pa je pa tako, to pa je že čist drugo, to pa zdaj ful lažje prodamo ljudem. Tako da jaz mislim, da moramo predvsem delati na tem, da se zavedamo, da je stand-up tudi svoj žanr, ki ima tudi če je samo en tip, ki nekaj govori, če ima on svojo publiko, super. Problem je predvsem to, ker pri nas delamo tako res za vse, ti hočeš, da pridejo vsi, tudi oni, ki ni nujno, da so tvoji fani. Tako Američani bolj delajo, da ti narediš turnejo, pridejo fani in to je to. Pri nas je pa tako, pejmo še tja uno vas, tam je še 300 ljudi, ki jih še nismo nasmejali, moramo iti še tja in pa oni pridejo in ne vem, jaz sem prepričan, da 50% ljudi ne vejo, da je Perica ime Perica, pa so šli na brade.
ker sem ga zadnjič ostala pred trgovino. Čak, to me pa zanima zdaj. Ostala pred trgovino in pride ena gospa in je bila tako kao, vi ste pa iz brata, ne? Ste iz brata. Ni bilo tako, Perica legenda, ne? Pa je bilo tako, vi ste iz brata, ja, sem vas gledala, ja, fajn. In ona je pač šla gledati brade in ona ne ve, da je Gašper, pa on je ta, ve, sam tako, te so smešni. Ja, valjda, ja. Pa se to meni fair enough, jaz sem tako, ta special, ki se pol posname, ne, a veš, karkoli to, zdaj se je pa posnel, mislim, da to je po eni strani največ, kar se zgodi in zadnji žebel v krsti unga materijala v Ameriki, saj tako zgleda. Ker posnamejo special, povejo, da je posnet, pa je to pač tako, kaj je, a veš, v resnici, imam prav, mislim, načeloma je to je... Adijo je to v resnici, no, pač tako je mišljeno, ne. Mislim, zdaj, ta del, a pa pol, ki se, veš, rojen v jugi, ne, res smo pri tebi bil rojen v jugi kar nekaj časa, kot 7-8 let. Ja, neka entiteta v smislu, ne, da... Ta predstava je nastala takrat, ko smo določeni stand-up komiki nabrali dovolj materijala, da lahko zdaj oblikujemo svoj solo show. Predtem nismo imeli dovolj materijala in potem je to ni predstava, to je pač celovečerni stand-up. Okay, mogoče neumno vprašanje, sem to me res zanima, pa zelo obara odgovoriti, ma kaj je pol dovolj materijala? A gledaš eno uro, da je? Odvisno, če hočeš biti sam ali imeti openerje. Okay, ja, pa tudi... Ne, ampak tako čisto obrtniško, to pa res me zanima. Obrtniško, Ponoviti je 1 ura, zdaj je trend 1 ura, ne? 1 ura, to je tudi v svetu. Zdaj smo imeli Russell Peters, je bil v Sloveniji, pa on naredi 1.5 ure in je njegov menedžer prav mi je rekel, nobody does an hour and a half. On je en redki, ki dela 1.5 ure, tako kao, wow, pazi to zdaj. Ampak Perica pa tako vid dela po 2 uri, pa Toš dela 3 ure, kar piči, pa pač tudi malo improvizira in se nabere. Ampak recimo, da je 1 ura je tisto, kar rečeš, ok, imam en. No, valjda, mislim, ker se stavljate, ne? Valjda imaš nek... Ja, pa veš kaj, nočeš, da folk reče, da je bilo prekratko, in nočeš, in sam veš, da nima smisla delati komedijo 2 uri. Mislim, edini razlog, da delaš komedijo 2 uri je, da rečeš, ok, zato je pa vstopnina 20-25 evrov in ne 15, razumeš? Torej, samo komercialni smisel je, da lahko upravičiš to, da zakaj je tako drago. Ne? Ampak tako, za komedijo, po mojem mnenju, je optimalno je uro 15, to je čisto ok, ampak lih nekje uro 15, pa je lih čisto, da lahko rečeš celovečerna predstava. Tako da, če si naredil uro materijala in vzameš enega openera, ki bo naredil 10-15, dejansko imaš šov. Pa hočeš delati sam, pravim, moraš imeti uro, 10, uro 15. Zelo značilna stvar za predstave vse, ampak tudi sploh te stand-upe je to, da nabreknejo. Ne. Ti enkrat, ko narediš uro, ne, in jo izvajaš 20krat, kar nekaj je to ura 15 in potem izvajaš še 30krat, kar nekaj je to ura in pol in na koncu imaš 2-urni šov. Tako da, isto je bilo pri meni, isto je bilo pri Ranku, tukaj sem se pogovarjal z njimi in tako naprej. To se širi, ker imaš zdaj tako en velik poligon, ker se pač igrač in si samozavesten znotraj njega, ker naenkrat začneš še nekaj malega urivati, nekaj se zdi med publiko, kar je prenosljivo v drugo predstavo, kar nekaj poveš, kaj je bilo na oni prejšnji predstavi. In se tako konstantno se širi. Tako da nabrekne za enih 20%. Ja, da se pa, ok, to pa nisem, ampak se tudi kaj ven vzameš, ne, da nam zdaj, mislim, da nam rekli, da se časno dodaja. Ne vzameš, zato ker se to košeč. Ko živiš sam v tvojih zdaj. Ja. To je preč dobro, da bi ven dal. Ok, dej pa, zdaj, kaj si Petersa omenil, pa to je moje resno vprašanje. Pač kako... A prej so bila neresno vprašanje. Ne, prej je bilo, ne, ampak hočem tako vprašati, kaj si te ljudje, on je, jaz njega v resnici, tako da bi ga sam šel gledati, iskati, da bi ga gledal, nisem nikoli, se je pa pol bilo zmerno, tako so bili neke spiski, veš, na netu, komiki, ki služijo največ denarja, veš, ko Ameriki ne bo on tako zmerno top 5, to je ta model. Pač, ker res mi ni prišel na nek radar, pa iz tega kar nekaj spremljam, veš, tako, ne. In pol mi je šele jasno, da on je ta Vegas, pa da je ta, mainstream, za Ameriko mainstream govorim, tako sem jaz to, kar sem prebral, zdaj, koliko je to res, ne vem, to te vi povedal. No, ampak kaj se tem ljudem zdi, ki sam pridejo? Mislim, veš, tako, zdaj te je res tako, ker ti si pač... Mislim, Russell, ja, za njega pravi, da je najbolj znan komik, za katerega še nikoli nisi slišal. Ampak pri njemu je bilo res to, on ima
on je res šel tako globalno, res cel svet. Dejansko se spomnim, ko sem bil na festivalu v Južni Afriki, pa sem fante tam komike, ki so iz cele Afrike bili, sem jih sprašal, kdo je zate najljubši, pa so skoraj vsi rekli Russell Peters. A res? Pa sem bil prav tako, res, kot ponovci reče Louis, ki je bil tako neki, oni so bili vsi, Russell Peters. In sem bil kar tako, wow, in on je recimo, Russell je postavil v Avstraliji rekord po obisku gledalcev v Sydneyju, ne, mislim, da je imel tako, noben pred njim še ni imel 30,000 ljudi, nekaj tasga na šovu. Tako da je tako malo bolj obskurno, pod radarjem je on počasi tako zasedel svet. V New Yorku je imel Madison Square Garden, ki so bili vsi tako, kako ta tip, tako se nikoli ni na televiziji, zakaj je on, zakaj je on. Exactly, in je v bistvu so vsi komiki še tako bili malo fauš, pa kva ta tip, zakaj nekaj, on pa tam razprodajo. Na te neki fami o tem, kako je on je res tako tak šov, da tako pač kar strela in folk zafrkava in tako ni obremenjen zdaj, ta fora ful originalna, je ful domišljanja, njemu pač on piči, in na nek način si tako neki sovražniki ustvarja, ampak po drugi strani tudi ogromno oboževalcev in pozval sem, kaj je bilo sicer vprašanje. Ja, ne, sem tako, pač kaj si oni, mislim, kaj eden tak pride v Slovenijo, pa takrat, ki je bil Jeffries po nesrečkle zaradi unga šova, ne, pa je imel zaradi svojega šova, ki še kar traja, by the way, kar sem meni kar impresivno, jaz mislim, da bo ti trajal točno pol sezone, ker se mi ne zdi človek. Očitno ima dovolj, lih toliko dovolj. Lih dosti ima, očitno, pa Brad Pitt mu je zdaj bil dvakrat nek vremenar. Pogledam, se vsem, ne namo preveč za Brad. Kaj si te ljudje mislijo, a veš, kako bi rekel, mislim tako, se ne vem, ne v Sloveniji, ker to je ta vprašanje, kako pa ne. Ampak ne, veš, da ali saj kakšen element presenečenja, da kle je stand-up scena toliko zdrava, kot je, v smislu. Ma ne ukvarjajo se. Mislim, da se sploh ne, ampak ni pa nič weird, aj kaj weird, da veš, kako če neš, a prija pa reči, kle je bilo pa. Kle ste pa ljudje. Ja, je. Mislim, je velikrat so presenečeni, da je bilo toliko dober, ker tudi naša publika je malo lačna te tujine, lačna je tega momenta, wow, ker prišel je k nam, in pol v bistvu, recimo Daniel Sloss je en mlad komik, ki je zdaj že 5-6 let, vsako leto ima svoj šov, povprečju za 300 ljudi, in njemu je Ljubljana pa Zagreb sta mu najljubša na turneji, zdaj že tako vsako leto je pridemo v Slovenijo, super, komičaka, in je zli zaradi tega, ker so ljudje, mi smo dosti taki, tako cenimo te ljudje, ki pridejo, medtem ko tam on gre na Švedsko, kjer imajo oni vsak večer enega tazga in tudi so ljudje tako, ok, pač še en komik. Še enega leto. To je ta razlika, zato se jaz tudi trudim, da bi vsem moramo paziti, da ni preveč tega, ker zdaj tudi se dosti zgodi, da zanj so mi kar pisali, kaj pa če bi še ta prišel, pa ta, in je kar tako, prvič niti nimamo toliko denarja, niti nimamo toliko ljudi, niti nočemo zasmetiti preveč, da bi bilo kar zdaj pa kar 100 milijonov komikov, in tukaj, ampak oni so to presenečeni, so tako, wow, res toliko ljudi me pozna v Sloveniji, kaj, tako, nisem prej niti vedel, da to obstaja, pa so vedno presenečeni, pa mi smo tudi dosti gostoljubni, se potrudimo, se mi zdi, da je to za njih vsem tako, je ena egzotika, ki pa jih vedno pozitivno preseneti. Ja, okay. No, sej, to je bilo nekako moje vprašanje, ker ne vem, ker se mi zdi, da isto mora biti za bende, ampak se mi zdi, da pri bendih, ko je po nesreč koncert v Ljubljani, so ljudje, ki so res na poti na dolino grejo, ne. Mislim, ne vem, Peters. Razen Killersi so bili, recimo. Ja, pa še ti si bil v sponzorski koncert, v resnici. Ne, ampak tako hoče reči, da ne vem, Peters, ki pride, recimo, ne, pa tudi Jeffries takrat res ni imel, se vem, da je bil po nesrečkle, ampak tudi mu ne bilo treba se tudi s tem obarati, v resnici za narediti dva, recimo. Mal je, mislim, ne, enega je naredil, smo bilo čisto dosti. Vse to je ta fora, ki pridejo te milijonari, ki v bistvu ime to ime drobiš tukaj. Pa je cene teh ta velikih so tako $200,000, da dobi na šov. Tako da on, če dobi tle pri nas 30,000, je to še vedno njim tako, kar me drobiš. Zdaj počakal par let, pa mi špal naenkrat nakazal vse. Tako, mislim, sicer ni tako, ampak si predstavljam tudi za filme. Ja, unoka stran pade. Če pogledaš te Avengers-e, pa to, te filme, ki dobijo milijardo po celem svetu in tudi v Sloveniji, recimo najbolj gledan film, sam po moje ni lihuno, Slovenci da mi smo v Excelu po nesreč zraven, pač to je poanta. Lepo pa še ena stvar, ki me pa tako zanima, zdaj sem gledal, to vem, da si ti gledal Perica Zihar, Zen Diaries Garyja Shandlinga. In zdaj
Sem jokal na koncu. Ja, res. A si jokal ti na koncu? Nisem jokal, bil sem na robu joka, to si upam reči. Jaz sem full fan Garyja Shanlinga, res, da Larry Sanders Show je. Poglejte, niti 5 ur ne traja dokumentarec. Ja, v 2 delih je, kako je ura, pa pol, pa 2 ure 10. Ne, 4 ure, pa pol, nek tak. Ja, nekaj takega. Tudi izjemen pogled in v to vašo branžo, tako res, kar se sploh za Ameriko, pa se sploh za tiš čas, to Night Show, pa tako, ne. Super zdi. Ampak se pa že spet ena stvar pojavila, pa sem hotel to oba dva vaju vprašati. Tiskaj je, ker Seinfeld tudi noter govori, ne, da je on zelo ali moraš biti zlomljen človek, ne, da si komik, ne, kar je Seinfeld absolutno proti. Ne. Seinfeld je, da lahko si čist prilagojena oseba, brez travm in pač to delaš, ker hočeš osrečiti ljudi, ne, klesko sta dokumentarc, pa vidiš, da Shanling je pa anti to. Jaz bi rekel, da Seinfeld nekaj prikriva. Ne, res. Okay, ker praktično ne poznamo osebe, ki bi bila tako roast fry pizdari v življenju, pa bi bila komik. Ja. Na nekem nivoju si pač je nek manjko. Ne? In zdaj Seinfeld se predstavlja kot nekdo, ki absolutno nima tega, on je normalen, ima normalno družino, bla, 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 vse, ampak nek razlog, zakaj on na odru mora biti. In to ne gre samo za komike, tudi za, ne vem, kogarkoli, ki se je glejme, ne? Ki se dokazuje. Tudi športniki stari. Ja. Tako. Marsikaj športniki, Tina Maze, ki se toliko žene, razumeš, se je. Ja. Nek razlog mora biti, da imaš željo se dokazati pred svetom. Razumeš? Tako da, še posebej do takega ekstrema, ne, da boš, eno je, da ti tako malo treniraš, pa neki pa si tako, pa je, da greš res vsak dan za 8 ur neki trenirati. Ja. Pa da da meniško življenje, svoje obrti. Ne, pač, ja. Sam pri Seinfeldu, jaz, kolikor Seinfelda spremljam, on že 30 ali 40 let meditira, on že tako 20 let meditira, 2krat na dan, sicer zdaj zadnja leta 2krat na dan. Itak ima 600 milijonov premoženja. Jaz si njega predstavljam, da on res dela samo še stvari, ki so mu res absolutno 1000% všeč. Samo on pravi tudi začetki, ne, da ko je začel, pa da je to vse mit, da pač moraš, da si mal broken, pa to, da je to vse, da ni treba, no, da so ljudje, ki to delajo, ampak da ne, da si lahko greš čez nek normalen otroštvo, ti nič hudega ni, da ni nekih, ne, ampak da vse en lahko. Ne. Neki ena mini komponenta. Pri njemu mislim, da je vse en tudi to, da je oče bil dokaj tih, ne. Da se niso veliko pogovarjali. Ja. In že tukaj, že to je neki tako. Si to, ko on pa reče, ja, pa moja dva starša sta bila oba dva sirote in bosta bila skupaj 40 in so imeli otroke. In tako, to je to, ni to. Ja, to je to, mamo. To je tvoj, Scarlet Letter tvoj, ne, kaj jaz ne vem. Zdaj sem po dolgem času še enkrat šel brati od Steve Martina biografijo, ki je tudi tako kot neka Biblija stand-upa. In je isto tako berem in je tako, ok, vidim, kaj je bilo. Steve celo pove, jaz sem poslušal audio knjigo, tole, Born Standing Up, ko reče pizdarijo, ki je imel z očetom in vse, in poreče, I'm telling you the story about my father and I, just to assure you I am qualified to be a comedian. Ja. Okay. Tako da, vedno je nekaj ozadja. Okay, ampak to ta dokumentar še enkrat, ljudje, ki to poslušajo, če ga niste gledali, na HBO je podnapisi, so vse štima, tako da res je full dober. Zdaj, ko Steva Martina omenjata, sem pa zanj gledal, sta pa na Netflixu z Martinom Shortom naredila predstavo. Ja. Da malo povežemo te teme, naprej gremo nazaj. Hočem sam reči. In je pa dva starejša, zdaj že možakarja, in sem pogledal, vse sem pogledal, večno na en drugega disata, valjda Steve Martin na eni točki banjo igra, ker to je pa njegova stvar, jo hoče početi. Mene zanima, a se vidi, pa to res, vem, da sem slišal, da je parcem, pa je res ne. Ampak, recimo, čez 20 let, 30 let, vem, da se nehvaležno zmerno o tem pogovarjati, ampak, kaj bi bila pol predstava, a veš, da jo vsak sam dela, pa da je stand-up, pa da je neki zraven, kaj je ona stvar, ki je zraven. V bistvu, kar jo sprašujem, kaj je tisto, kar recimo videl počneta zraven stand-upa. Razumeš, kaj bi šlo lahko zraven predstavi. To mi je pa dal isto, zdaj, ki sem Shanlinga gledal, ko se je on počel v resnici, ne, poleg in Steve Martin, pa Martin Short, pač banjo tam štrli ven, ko res je izven konteksta. Res, ko me zanima, da nama se sam, ker zmerno sam stand-up, zdaj smo imeli vse, kaj je to prvama, kaj bi lahko zraven dala. Pa tako, če morate razmišljati, vem, da je glupo vprašanje, ampak se mi zdi tako fajn
Pač exercise se mi zdi fajn, ti prvi pa ne perica, ki vidim, da mora razmišljati zaradi tega. Kaj, začne se verjetno... Jaz ločujem smeti, tako da ne, bom probal to nekako inkorporirati. Pa plis resno je, ne samo joke answers, kaj bi lahko zraven dala, enkrat bo zdaj tudi videla stara, kot sta zdaj Steve Martin in Martin Short, razumeš, če Bog da lahko še zmerno delaš kot stand-up, hvala Bogu, razumeš, ker mislim, da so to zdaj ti Američani dokazali, da se da tudi na star, mislim, da ni to karijera, ki na eni točki neha, ne, ampak kaj je pa luno, ki je zraven? Ja, mislim, prvi Steve Martin zdaj full dog ni bil na odru. Ja. Zato, ker je on je prav bupal tako, kao, ne da se mi več s tem ukvarjati, to je full preveč jebe. Če lahko zaslužim z enim filmom, bom raje en film na let naredil, pa je to. No, ampak pri meni recimo se začne že ta neka otroška pozornost in moj prvi neki javni nastop je bil doma, ker sem vzel teniški lopar in sem igral na njega, pa malo pel. In pel sem od Spidermana v italijanščini, ker je bila takrat risanka Spidermana v italijanščini. In je bil neki Spiderman, v onom uranju, neki in sem jaz to pel. In od Elvisa sem neki pel. Ampak jaz mislim, da jaz na stara leta se predstavljam, da bom šel v smer tega Don Ricklesa, da bom rad tako full bolj tako malo pizda. Se mi zdi, da bom... Da boš pršel žalo ljudi eno uro. Ja, jaz se to ful predstavljam, ker bom tako že malo siten, bom tako, kaj ti zdaj tamo prvi, zdaj kažem si, čigav si, to je tvoja žena, kakšna je ona. V bistvu sem crowd work, pa žalte. Ja, to bom, jaz se to ful pomagam. To je v bistvu cool odgovor, to je v bistvu čisto legit odgovor, to je čisto legit odgovor. Ajde, ločevanje. On je to naredil prej, se mi zdi, ni tako pozno. On je bil že skozi tak, ja. Ne, ni bil skozi. V eni je te knjig, ne vem, eden od vas mi je dal, ki jaz ne kupujem, ampak je, ne vem, ali ti ali pižama, kdo mi je dal. Je pisalo kao, da to je bil njegov odgovor when everything else failed. Ne. Torej, da je probal predtem marsikaj drugega, ampak potem da se pač, to pa mi gre, tukaj pa uspevam in je to pol narediti. To Rika, jaz sem pa zanj bral super članek o Dangerfieldu, ne. Ja. Koga ti je on probil biti stand-up, pa mu ni ratal, pa je rekel, zdaj že ne, pa je šel nazaj v službo delati, pa je pa najdel ta svoj štik, ne, in po 45, jaz ne vem, kva pomeni. Pa je Don Rickles, on je bil Frank Sinatra, pa to malo drugače, pol, če ti moraš biti kao funny guy, pol, da te imajo zraven, ne. Yeah. In on je tudi za njega odpiral in pol je par teh momentov se zgodil te roasti, pa to, da je pol on rad ta tip, ki tako je ful smešen v temu in pol njemu se vidi, da je toliko zverziran, jaz sem ga gledal neke posnetke, ki je že pri 80-ih, ki je še nastopal, pa to, in to je bilo samo tako, je sedel tam, niti ni več mogel stati, ne, je sedel in pol je imel dirigenta, ki je zraven malo muska bila in je on skozi tega dirigenta prcal, skozi res starega, kao, dej, alo, tako, dosti... Šel si zato, da te je Rickles žalo, v resnici. V bistvu, ja, folk je umiral, ampak on je bil tudi ful, tako, to so bili rasistične, homofobne, ne, izjave, ni lih nič pazil, ampak je bil tako, jaz to učem čez vse. Druga generacija se temu reče. Ja. Perica, kaj bi pa ti zraven dal? Meni se ne zdi, da je ti odgovoril na to vprašanje. Zgodovina self-butla je predstava, ki se je naredil tako, da sem se vprašal, ok, zdaj bi pa jaz naredil neko tematsko stvar, na nekaj, kar me res od nekdaj zanima. In vprašanje je bilo, zakaj je meni tako blizu portret, zakaj me toliko fascinirajo človeški obrazi v umetnosti, torej v slikarstvu, na fotografiji, zakaj je to obraz tisto, kar me toliko pritegne, zakaj je na splošno človekov obraz blazno pomemben, zakaj imamo center v možganih prav za prepoznavanje človeških obrazov, zakaj nam je to toliko. In potem smo kasneje seveda, da bi komercializirali stvar, upognili to k selfijem in tako naprej, ampak v bistvu predstava je pa o tem. Ja. Tako da, jaz sem to že naredil. Hočeš reči, da si že star? Ne, hočem reči, da je fajn, ko si v poziciji, da lahko to delaš. Da se spomniš, ok, zdaj pač sem delal, ne vem, 10 let stand-up, ali pa ne vem, 5, ni važno koliko, zdaj bom pa probal stand-up obleči v to obleko. Zdaj bom pa naredil z Borisom Kobalom, bom naredil predstavo, tako da imaš to opcijo izbirati in tako malo, meni se ne zdi to nekaj zdaj blazno narobe in da je zaradi tega zdaj stand-up kot tako oškodovan, še vedno lahko katerikoli izmed naših kolegov naredi dober stand-up program in naredi predstavo, ki je čisti, pure stand-up in še vedno, mislim, ne vidim problema. No. Ja. Ne, jaz tudi mislim, da nič stran ne vzame, pa dejansko ti da tako, se mi zdi, da s temi
predstavami, zdaj pa res povežemo, pa gremo pa zadnje vprašanje. Ampak tako se mi zdi, da ste vi pol tudi, se mi zdi, da za en folk je pa šele takrat ratal tudi legit pol kot stand-up. Če je enkrat videl predstavo, isto selfie butl, recimo tudi videl s Kobavom, če se enkrat ti videl, pa te je videl, pa je bilo zabaven, pa je bilo pol enkrat, pa ima pa tin stand-up, pa ima Perica stand-up, se mi zdi, da to valjda, da je bila malo čez osmozo. Ja. A veš, da se zgodi pol tudi, gremo pa tudi stand-up pogledati, neko je samo stand-up, že spet na rekovajih, ne? Ja. Pač, da ni sam. Ampak se mi zdi, da vse izhaja pol kasneje iz tega nekega potrebe po izražanju na kakršen koli način. Se zakaj pa recimo ti delaš podcast, kaj pa ti prizadeta, veš, kaj je tudi neko potrebo. Kaj pa ti prizadeta? Vsak ima neko novo. To bo zdaj drugo vprašanje. Kaj je že prizadeta? Ne prvo, kdo si in kaj počneš, kaj pa ti prizadeta? To je drugo. Zakaj delaš to, kar delaš? Nekaj, recimo, neke stvari so pa take linearne, ki te pač življenje pelje, če si sin od košarkarja, je tako dokaj logično, da boš ali košarkar ali pa nič povezi športom. Čist kontra. Okay, te pa sam še vprašam, kaj se vam zdaj dogaja, da gremo da bomo plagali stvari, ampak na najbolj normalen možen način. Meni se tega ne da pretvarjati, da to video pol, veste, jaz pa. Ne? Ampak se mi zdi to dosti vreden, ker prihaja poletje, gleda to, če kdo človek to junija posluša. Tako da ne vem, povejte. Ja. No, povej. Ja, hvala za to vprašanje. Klej gremo na ta klasičen intervju, to ste itak navajeni delati. Ja, plug-in. Pejte v plugin, to ste itak navajeni, zdaj pejte v ta mode. A veš, da pa pri nas je vse to še vedno tako dokaj, mislim, se to ni toliko očitno, oziroma celo, če te nekdo, nisem redko, da se tako direktno vpraša, ponovadi, ali je tako, da ti sam poskušaš uriniti. Ne, je to. Ko si že to omenil, naj povem, da imam rad. Jaz to tako gledam, da pač sem vaben folk, ki je meni zanimiv, ki ima nekaj zapovedati, pa mi je pol, hvala Bogu, da reče, kva dejansko počne, mislim, a veš, meni je to tako samoumevno, pa sploh ne ta ameriška fora, ki je v bistvu že grozna, razumeš, mi se nismo pogovarjali, tako kot se Američani pogovarjajo, tako in kaj pa predpripravljene zgodbice, kaj pa ti poveš, to mi gre recimo že na jetra, ampak mislim, da je neka ta srednja pot pa je, da pol folk pove, kva dela, ne, to mi je... Ja, prepozen si, zato ker zdaj nič ne delava. Lej, za timing. Zdaj je juni. Ja, ne vem. Mislim, jaz sigurno, sem v tej fazi zdaj trenutno, ko poskušam spiliti to 1 uro, o kateri smo se pogovarjali, zdaj sem nekje na 45 minut, recimo, da sem dokaj zadovoljen, se pravi do oktobra, 28. ko je bo kao premiera, oziroma ni premiera, ampak The Show v Cankarju. To pa pomeni 4 minute na mesec, recimo lahko zraven. Zdaj moram, jutri je open mic, moram iti nekaj noga probati. Še 15 minut, še 15. Sam problem je to, da nočeš narediti samo 15, moraš narediti 40, da pol je te dobrih 15. Ja, pa da lahko malo stran vržeš, ker če je glih za glih 15, pol je ponoviti malo slabši. Se pozna na končnem izdelku. Zadnji 15 minut čez bednika. Ampak rad bi naredil nov show, ki je prav tako postavljen v smislu, da sem to jaz, da so to moje fore, ki so meni všeč, nič se ne bom prilagajal zdaj temu, da bo to šlo, je to dovolj komercialno, ampak je tako iz srca, zato je tudi naslov showa rock and roll. Ne samo kot muzika, ampak kot ta state of mind, tako rock and roll, baby. In tako, zdaj, ki sem delal par teh stvari, pa delaš te zabave za firme, pa delaš nekaj, kar je bolj tako mainstream in tako čutiš, da se skozi malo prilagajaš, in tukaj pa tako, tle pa kao hočem biti jaz, pa tudi tako, brez pričakovanj tudi zdaj, da tako, you like it or you don't. Okay. To je lahko ta na koncu bila kar pogumna v resnici. Perica? Ja, jaz zdaj sem zraven, pač smo posneli brade in bomo zmontirali in bojo prišle najbrž konec tam decembra enkrat, ali pa mogoče celo 2019 na TV. Do takrat pa jih bomo še furali v živo, torej naslednjo jesen bomo najbrž furali še vedno brade. Ampak ki je smiselno narediti dvojko, čisto zaradi tega, ker je pač enka bila tak hit, da zdaj, ampak zaenkrat imamo 0 narejenega pri dvojki. Tako da to, gremo se držati še enke za enkrat. Ne. Ampak vse dejansko bi bilo glupo ubiti predstavo, ki je niti eno sezono ni stara še. Zato me. Tako da, vsaj tako sezono in pol je smiselno furati. Obenem pa sem zdaj konec maja posnel Rojeno Jugi in to je bila zanimiva izkušnja, zato ker ta Rojeno Jugi, pravim, sem imel 7-8 let in parkrat vmes sem že ne samo hotel, ampak tudi poskusil to posneti.
ampak nikoli nisem bil pripravljen dati noter nek tako konkreten cache za pravo produkcijo. Ne. In vsakič se mi je zalomilo. Vsakič, tudi ko sem imel jaz dobro, 2 ali 3 sem probal, in ko sem jaz imel dobro izvedbo, preprosto ne moreš ti zvok zajeti na način, tako da v neki snema sliko bo posnel še zvok. Moraš posebej plačati človeka za zvok, posebej sliko in še to mora biti dovolj kamer in pač tako da tokrat smo to naredili. Hecno bilo zato, ker ampak je pozabil kamero in vklopiti kamero. Ne, so bile druge jebe, pa ne vem, če naj se spuščam noter v to. Ne, napake. Ne, otežitve ne. Ja, v glavnem, in je bilo zahtevno zame, zato ker je predstava, ki je že stara in ki ni toliko na sporedu. In če ti imaš to vsak teden ali pa enkrat na 2 tedne, si Jaz pa sem imel tako eno leto skoraj, da praktično nisem niti enkrat izvajal in potem sem imel letos 2 izvedbi, od katerih je prezadnja bila super v KGB, v Mariboru, tam je ful majhen plac za 56 ljudi, prišlo jih je 44 in sem si mislil, to ne bo, pa je bilo fantastično, sem bil gor 2 uri na odru, super publika in vse, ampak od takrat je minul 1 mesec. Ne. Torej sem izvajal predstavo, ki 1 mesec nisem izvajal. In sem bil in producent in nastopajoči, kar je spet dodatna jeba. Čez dan smo snemali uvodni skeč za to predstavo, smo imeli samo mogoče urco vmes, da si oddihnite, nekaj pojest. In je bil kar zalogaj in spet to, ko snemaš, je res taka loterija je stari. Vedno je tako, a bo zdaj, ker imaš v glavi, imaš top izvedbe, ki si jih imel, imaš neke srednje, veš, da je se parkrat zalomilo, ampak kira bo zdaj od te? A bo zdaj tisto, ko naletim na neko publiko, ko je ful taka čudna, a bom jaz slabši, a bo tako, in pol je vedno taka. In dejansko je iluzorno pričakovati, da boš ti imel lih najboljšo izvedbo takrat, ko snemaš. Ja. Možnosti so verjetno majhne. Zato tujci ponovadi 2krat, ne, pa pol skrb se stavljajo. Seveda, ja. Kar je bil tudi plan. Ja, ok. Ja. Ampak tu je spet ena ta jeba, pa Slovenija, ki je majhen. Ugotovil sem, da ni fajn snemati predstave ali pa special ali karkoli do marca, ker folk kašlja. Ne vem, kaj reči. Okay. Probal sem posnet na tisti bolj cheap budget sceni, ne? In je tako, da simfoniji smeha sledi simfonija kašlja, oziroma med tem, takrat, ko so vsi smejo, oni zdaj ne vemo, a trolaš? Ne, majke mi res. Ne, tako, ker je neka logika v zadnji. Povej fora, reci fora. Fora. Majke mi. Imam feeling, da polovica ljudi se smeji, polovica samo čaka trenutek, da bo lahko kašljala. In je katastrofa. Ne? Ja. In zato snemaš pol aprila ali maja, takrat pa ful obisk pade. Ne? In jaz sem imel namen narediti 2, ampak pol je bilo tako, da a gremo zdaj, ko se prva nafilala, pa je bilo še 10 dni, a gremo zdaj na vrat na nos filati še eno dvorano, ali gremo reči, da se bom skoncentriral na to eno, pa bomo to naredili. In sem se odločil za to drugo varianto. Prav bilo tisto ali. Ne. Tako da je ta jeba, če greš snemati. Jaz dejansko verjamem to s kašlom, če si me naplahtal. Tam se ki smo po Španski burci snemali za kanala Stand-up predstavlja, smo snemali januarja. A je januar je bilo? Ja. Zdaj je retalo neke tablete. Ne, sam je pa res, da pa moš ful bolj v montaži, se mi zdi rezati te kašle. Pa manj smeha noter. Pa so pa ljudi, noben se ne smeji. Ja, ne, to zaradi kašlov. Smo dali ven. Ne, ampak ja, dejansko pomembno, na kakšen način se zajame zvok in atmosfera, to je tako ključnega pomena. Pa ugotoviš potem, da tista luč, ki je dovolj za predstavo, absolutno ni dovolj za na TV. Absolutno. In tudi, če daš neke malega luči, tudi to ni dovolj, ker morajo biti res proper luči. In pri Bradah je še Gašper, ki je propadli arhitekt, je naredil scenografijo. Lepo scenografijo. Ja, in je zelo fantastično je prišlo ta del, ki je na odru, ker smo še backstage snemali, to je malo bolj češko, kar je pač prav, zato je pač backstage. Ja. Ampak je tako tale gleda super. Ne. Pri Rojanju Jugi sem se odločil tudi zaradi stroškov, ampak tudi zaradi svojega nekega feelinga, kako naj bi to izgledalo, sem šel bolj v intimno stvar. Ne. Torej, sem odpisal scenografijo, smo uporabili tam, kar je, stara neka miza, neka lampa, pač ono, kar je bilo zraven. Ne. Ja. Na drugi strani klavir, tako
Ker ko ljudje pomislijo na Perico Jerkovića, Na klavir, na klavir, jasno, to je... Godler, to je res. jaz pa klavir. Točno to, ja. točno to. In je bolj manje luči, ampak še vedno je tako, da so ekstra luči, razumeš, tako da je kar treba se osmisliti stvar. Najbrž bo na TV-u prej Rojeno Jugi kot pa tisto, kot Brade. Samo ne vem kdaj, ker niti pogodbo mi še niso poslali. To pa je še ena dilema, tako jaz pa pizdejan stari. Ponovadi sem imel marsikdaj kaj zapovedati čez te neke marketingarje in te neke folki mislijo cool, pa ne vem kaj, pa delajo dejansko nekaj precej trivialnega pomena za družbo, ampak te ljudje res znajo dobro skočiti na sceno, ki se dogaja nekje na obrobju, a veš kaj mislim, neko alternativo in jo vključiti v reklame, v to. Ne. Improliga, stand-up, rap scena, oni so vse to pohopsali in dali noter, razumeš? In samo čakajo, kdaj se bo nekaj pojavilo, kje kdo od mladih kaj miga, da jih vključijo. Medtem ko pa te kurci na televiziji, stari, pa to stoji na nekem tronu gor in je tako, vi bi nekaj delali, ne vem, bom poprašal pri tem, ki bo lobiral pri tem, fuck you, stari, Hočeš, da ni glih odločitev. Ne, stari, tako in vsaka TV slovenska ima svojo neko zgodbo, tam so RTV toga, Planet TV indijanska, razumeš, Pop TV pač je spet neko držo monopolistoma in tako. Da gledajo iz trona, mislim, da je kar lepa enkapsulacija. Ne, prav je ta film, niti malo ni, da bi, mislim, zdaj je že malo, ampak malo je. Ni tisto, da hoč, ampak je tako, da moraš ti od spodaj nekaj ponujati, namesto da bi to bilo pač, da bi sam čakal, ne, tako ka, Mislim, sam pa je pa smešen, ker se pa sami po sebi pa se jezijo. Zdaj sem jih videl, da je neka dosti eminentna oseba na Facebooku napisala, včasih je družba ustvarjala ljudi, zdaj se pa ljudje kar sami ustvarjajo, kao, da imaš te znane na internetu, pa to, in kao, to se njim zdi zdaj absurdno, kako zdaj kar ta sam snema neko oddajo, ali pa sam snema nekaj samega sebe, zakaj je on pomemben, veš, kako on kar sebe. Ker ni šel čez zlata vrata naša. Ni več teh gatekeeperjev, ki so včasih bili, kar je sicer po eni strani narobe, ker zdaj noben več ne kontrolira, kaj je kul, pa kar ne. Po drugi strani pa tako, zdaj ti imaš ful več ponudbe in moraš težje se prebiješ čez plevel. Tako da jaz vidim zdaj na Poljskem, recimo, ko sem nastopal, sem jih vprašal, zakaj pa vi dajete te svoje speciale na YouTube, pa oni, to je ful boljš. A nimate vi Netflix na Poljskem, prav poljski Netflix, pa oni tako, oni ful premalo denarja dajo, pa ful preveč komplicirajo, pa cenzurirajo te, tako da fuck them, da morajo sami na YouTube, pa dejansko imajo že 1 milijon subscriberjev, sicer je Poljska velika, ampak tako, oni sami so se odločili, da bojo preskočili Netflix, pa šli raje na YouTube, ker se jim to bolj splača. Tako da je zanimiv ta svet, da zdaj pa nas pa res tako praskaš za tisto televizijo, ki pa kljub temu ni več to, kar je bila, čeprav obnaša. Vsak dan malo manj, resnicno, vse to pa itak. To se je ful vesel, kdo me je poklical, on me je poklical in pa zdaj. Tu se je nam zdaj odprl prostor, pač na Pro Plusu, preprosto ta platforma Vojo v povezavi s kanalom A. Tu je zdaj končno pač nek prostor in neko sodelovanje, razumeš, te vsote, ki jih oni ponujajo, niso take, da bi mi skakali do stropa, ampak vsaj ti omogoči tako, da nimaš, da lahko človeka plačaš, tistega, ki dela zate, da ga plačaš pošteno, ampak da tako, da bi ti imel pa korist od tega. V bistvu bi mogel imeti dvojno korist, ker ti si in producent, torej opravljaš delo samo izvedbe tega projekta in si nekdo, ki se tu odpove, kot si rekel, pokoplje material, torej avtorske pravice oni odkupijo, ti mogo biti plačen te avtorske pravice. Ampak tu ponovadi ful zmanjka. Samo vseeno se je odprl prostor in jaz sem ful vesel, ker je spet je razlika tako 5 let nazaj ali pa zdaj, ali pa 3 leta nazaj ali pa zdaj. Sam po drugi strani pri nas še vedno ni tako, da se čist pokoplje. Saj videl sem zdaj to, kar smo delali, za stand-up predstavljali, Vito Valič producent bil in smo vsi posneli po pol ure in to je šlo na TV in to so tudi večkrat ponavljali na televiziji, pa neki po koščkih na YouTube, ampak še vedno ni tak rič, da bi zdaj res to vsi pogledali in da je noben več. Jaz sem zdaj ta vikend nastopil v Radovljici, pa sem povedal 3 fore od tam. Pa sem tako čutil, da recimo mogoče 1/3 ljudi je poznala, ostali pa ne. Tako da Seinfeld še vedno danes izvaja foro, ki je imel v prvi epizodi serije Seinfeld in jo še danes tudi govori. In to je bilo leta 1989. Se pravi,
Tako, mislim, vse se da reciklirati. Tako da jaz mislim, da rojeno jugi bi komod Perica ponovil čez 5 let, ker spet bojo oni novi prišli. Ja, oni 22, ki so stari. Ok, pa zdaj zadnje vprašanje, ker vaju je več kot eden, ne? Jaz pa to vedno malo prilagodim. Kar pomeni, da sam povesta telefone, sem zato, da Perica čim več lahko reče, da ima normalen telefon. Sam zaradi tega že to delamo. Tako da ti, kjer telefon imaš? Jaz sem iPhone, da se vrtko rekel. Ja, iPhone, to. Ja, okay. iPhone imam. Kjer ga? Kam imaš to? 6, ja. 6, ne. Ja. 6 ali 6S ali pa 7, ne vem, ne vidim. Kaj so? Fakt, pozabil sem, punca vem, da je zdaj 8, jaz sem 7, ja. 7, ok. In nisem se navadil. Perica, no daj. Jaz imam Mate 10 Pro, Huawei. Ja. Šel sem Samsunga, S6 na tega in sem hotel iti iz cone udobja. In pizda je bilo dobro v cone udobja. Ampak itak je ful dober telefon in vse, predvsem zaradi fotoaparata. Ampak, to je zanimivo. Pa baterija ful zdrži pri tem. Baterija je super, fotke so super. Ampak, ne vem, nima mini USB od spoda in pol ima kar to neko, kaj je to sranje, ki nima C. Tega zdaj zmeram več, to pa sam vesel. Upam. To je zdaj standard. Ja. A imaš ti še kar nalepko, Garuna, iz... Ja, zato, ker nisem vstegnil kupiti zaščite pravi. Tako slabo. Ne, nisem. Sem to, da opišem ljudem. To ni neka kupljen, ne screen protector. To je tisti, ki je v škatli. Ja. Ker ima še, ti nisi normalen. Ne, jaz sem normalen. Jaz sem unik človek, ki se ne ukvarja z telefonom preveč. No, moram verjeti. Ja. Ti bom kupil jaz screen protector. Na eBayu ti ga naročil kar domov. Sej vem, samo je pač postopek, ni cajt za te stvari. Okay. Ampak veš, kaj se naštimal, kar bolj moti? Sem se naštimal neko stvar, da je kao krajše, da ko kličeš, ko se odpre meni za klicanje, torej klici, da samo enkrat stisnem. Ja? In kliče. Brez da bi odprl kao tega, to vseba in pol še enkrat potrdil. In zdaj zaradi tega kličem nehote, razumeš, ker hočem nekomu prekiniti, pa namesto enkrat stisnem dvakrat in pol njemu prekinem in kličem unga pod njim. Ja. In zdaj ne vem, kako se spremeni nazaj. Lahko pogledam, če češ. Zdaj plis pomagaj. Okay. Škjer app mi je ful všeč. No čak si do tega smo zdaj prišli. Ja. No boj. Flight Radar. A si en od teh. Ja. Ampak tam, ko grem s psom ven, tako sanjarim, prejem, pa pogledam, kjer avion je nad mano in pa gledam, ta gre v Majorko. Wish I was there. Jaz bi še tudi v Majorko. A o volitvah ne bomo nič povedali? Volitve sem pa... Si posebej naredil podcast o volitve, ker si rekel, ta dva nista kvalificirana za volitve. Ne, nista kvalificirana. Kaj pa, jaz sem grunto, kaj bi se lahko pogovarjal. Ampak si naredil podcast z nekom, a nisi? Ne, volitve ne. Prav volitve ne. Jaz sem razmišljal, kaj bi se lahko mi pogovarjali pač o volitvah. Ne? Ampak kaj bi se lahko mi pogovarjali o volitvah? Iskreno povejte, ajde. Kaj se da povedati o teh volitvah? Jaz sem se zdaj zakačil za to 5 volt. Ne vem, koliko je smiselen ta klic. Ker se mi zdi, da kar nekaj prijateljev ima, to je videti, to štarto. Ampak tako, zdi se mi, kot da se išče neko blazno, pametno in primerno volilno skupino, ki bo zdaj tukaj naredila neko blazno razliko. Ne, to čisto narobe razumeš. Dej povej, kaj je bistvo tega, koga se tukaj vabi 5 volt, koga vabimo? Fora temu, da vol pač 51% unih, ki bi lahko volili stari, sam ne 70 volt, sam to naj se zgodi. Gre za to, da bojo pametnejši. Ti pričakuješ, da bo kdaj volilo 95% ljudi? To ne pričakujem, ampak 50, to smo zdaj že na ravni Amerike, to ti res ne mora biti v ponos. Razumeš, že bi saj 60, 70. Posebej, ker smo toliko majhni. Ja, exactly, ja. Ampak kaj bo naredila ta razlika iz 50 na 60? Zameša, veš, če več ljudi pride, se bolj zamešajo te procenti. Veš, eni veliko več dobi, mislim, pa ne tako, da neka opcija več dobi. Veš, to jaz razumem, sem da videl, si še neki tweetov, da kje tudi te mladi ne bojo pametno volili, whatever. Ne gre za to, da pač dejansko več folka, ki vol, razumeš, bolj se potem razmerje moči, veš, se drugače postav. Če več ljudi, če je večji bazen, iz katerega se razdelijo glasovi. Zato, ker bo šlo iz 51 na 65, bo ful različno. Sveda, da bo.
Ja, potem takem, če bi bil recimo rezultat. Usporedne volitve so dokaz, da temu ni tako, ker je zelo precej majhen vzorec, ki zelo lepo pokaže, kakšen bo končni rezultat. Ampak teh, ki so šli, a ne. Razumeš, to je vzorec teh, ki so šli. Ampak za tistimi pridejo tisti usporedne volitve. Ampak usporedne volitve, če bi šlo več ljudi, bi bil tudi vzorec bi bil drugačen. Razumeš, drugačne rezultate bi vam dobil. Ja, ne bi. Ne bi. Zakaj bi? Zakaj bi bili drugačni rezultati? Drugačni, ne. Zato, ker mi smo tisti, ki ne volijo, oni so pač tisti, ki so liberalni. Napaka, kar se mene tiče, to je napaka pri tvoji logiki. Da ti misliš, da potem, ko bi več ljudi volili, bi bili rezultati volitev drugačni način. Ta je zdaj dobil 12, ne? Potem bi pa ta, po tvoje, ne? Bi ta itak dobo bi dobil pač pa 14, recimo, ne? Ali pa že spet dobo 12, pa isto količino. Ne? Jaz pa mislim, da ne. Jaz pa mislim, da bi se te silnice ne bi se pa tako zamenjale. Zdaj te volitve, če komentiramo, kar je znanga do zdaj, ne? Yep. SDS bi približno isto dobo procentualno, tudi vse te stranke bi dobile približno to, kar so dobile, ampak se pa pol tam začnejo pa kar zanimive stvari dogajati, če ima eden enkrat 10%, pa pol mogoče 12%, ne? Pa ima zaradi tega en drug namesto 10%, 8%. To so čist druge silnice. Razumeš? Ja, le kar se je zgodilo to, se je zgodila ampak se je zgodila ta varianta, da imaš v bistvu 3 stranke, ki imajo okoli 10%. Ne? Če bi šlo iz 51% volilnih upravičencev na 65%, kot si rekel, grem stav, da ne bi bilo 10-10-10. Ne? Razumeš, da bi bilo 12, 8 pa 7. Ja, ampak tako kot ni bilo na prejšnjih volitev v primerjavi s temi. Ampak silnice so druge. Fora je samo, da zagotoviš, da če več kaj gre, je legitimiteta toliko višja, stari. In pa silnice potem... Samo to je, točno ampak to. Samo legitimiteta volitev kot takih. To je velik, ta star, to je res velik. Nič ne bi drugače bilo. Nič ne bi drugače bilo. Res ne bi. Ne vidi, noben me ne prepriča, zakaj bi bilo drugače. Zaradi tega, ker bi se drugače mogel meniti. Razumeš, drugače se menaš pol. Oni se morajo pol dogovarjati, predstavniška demokracija, tako deluje, ti nekoga voliš, pa se morajo oni med sabo zmeniti, kako bojo vladali. Ne? Ampak tako je že zdaj, da se bojo mogli, vsako volitve se malo premešajo in tako naprej, zdaj, da bi bilo 10-15% ljudi več, kako ki zdaj ne volijo. Kako to lahko rečeš v državi, kjer imamo 37 strank, ki se borijo za parlament, stari? Jaz bi te štekel, če bi bili, ja, who cares, ampak v parlamentu jih je milijon jih je, Nemci imajo 4 stranke. To, kar ti govoriš, bi veljalo. 1,9 pa 9. Ok, ni važno, več, kot bi jih mogli biti, ne, načeloma. Hočem ti samo reči, da te stare demokracije, ki imaš ti 4 stranke, 5 strank, ki imajo 2 strankarski sistem, je to, kar ti govoriš, res. Je ponovadi dosto vseeno, je 50%, je 65%. Ki imaš ti pri nas stranke, ki pridejo jedva z onimi 4%, sorry, orang bi se poznali, če bi šlo več ljudi na... Meni se zdi, da nič drugače ne bi bilo, da je glavni problem pri nas so ljudje. Zamenjati ljudstvo. Ne, ljudje, nočemo si priznati, da smo taki, kot smo, to je problem. Ne? To je problem in to pomeni, da se nas da manipulirati, da se nas da ustrahovati, da smo glupi poprečno in tako naprej. To je tisto, najlažje kriviti slabo udeležbo, kriviti tega in tega, to je to opcijo, ampak oni so to je samo odraz nas samih. Razumete, če nekdo noče iti na volišče, ker je apatičen ali iz protesta, kakorkoli, to samo odraža nas, razumeš, zdaj bi ti rad, da smo mi drugačni, razumeš. Pa jaz nočem, da smo mi drugačni, jaz sam pravim, da to je ena stvar je, pač saj greš do volilnega mesta in nekaj obkrožiš. Lahko prazno obkrožiš, lahko je neveljavno. Sam ta akt, da je, razumeš, da ima pol cela država lahko občutek, da dejansko tisto, kar smo se vsi borili za to, ali whatever, da se demokracija, da se saj to dogaja. Pa naj bo že spet pizdarija naprej, ker so stranke noter. To je glavno sporočilo, pejte volt. Ne to, da bojo ljudje šli in potem bo šlo bolj po tvoje, oziroma bo razmerje moči bolj normalno. Jaz sem prepričan, da kar nekaj teh, ki stalajo ta pejte volt točno na to računa, da bo bolj po njihovem kot prvo, kot drugo, nočem, da gre nekdo, ki nima pojma o ničemer, da bo volil, zato ker mu je kolega rekel, da je ples, ti dam za sladoled, če bo šel voliti in pol gre voliti. Takega jaz nočem. Ampak to ti projeciraš, to iz tebe izhaja. Še vedno ne bi povati, zakaj bi folk, ki je apatičen ali pa pravim noče voditi protest, zakaj bi on zdaj karkoli doprinesel k boljši sliki? Zakaj bi to bilo boljše? To ne vem, zakaj bi to bilo boljše? Silnice, kakšne silnice? Kar nekaj motiš, kakšne silnice? Ne motim, jaz ti pravim, eno je legitimiteta, tako kot si rekel, se pač, če več ljudi pride, unkama dobi mandat, res rečeš, o moj bog, koliko ljudi je šlo. Samo celoten cirkus rata bolj legitimen, nič drugega. Plus, ko je več folka volj, pri toliko strankah, ki pri nas pride v parlament, jaz sem stav, da bi jih pač manj prišlo v parlament, to je skoraj zihar,
Pač zato, ker če bilo 4% nekaj drugega pomeni, če vol, ne, 20% več ljudi, 4% da dobiš, je neka druga številka. Okay. Ampak to je dejstvo. Še vedno Slovenija majhna, pa ni tako težko dobiti tudi. Ampak zakaj pa dobro, da je manj? Zakaj je dobro, da je gre manj? Zato, ker se načeloma potem lažje zmenijo, da se koalicija sestavlja vlada. Ne? Razumeš? Prvo samo toliko stran, da se morajo ti ljudje vsi imeti radi, kar je kar težko. Ampak razobljenost je zdaj to, kar bo pomagalo. Pomagalo bo? Ja, seveda. Okay. Če ne bi bilo razobljenosti, bi tokrat najbrž Janša lažje sestavil vlado. Ampak človek, ne sestavil, če ima mandat, razumeš? Ki ga je kupil z mađarskim denarjem, stari. In to je prav. To ni prav, ampak to so druge debate. Razumem, da govorijo samo volilni udeležbi. Ja, ti si kar rekel, da bi to bilo prav, da bi to bilo boljše, da bi bilo boljše, da je manj strank. Da je realno pač sumljiva kampanja na SDS-a, da je to faktor. To je zdaj druga debata. Jaz govorim o pejte volt. To sta dve različne debate. Ja, ampak prej si rekel, da je bilo boljše, če bi bilo manj. Da nekdo lažje sestavi vlado. Ja, ampak to tudi ni nujno boljše, da nekdo lažje sestavi vlado. Na dolgi rok je absolutno boljše, kar se meni tiče. Na dolgi rok mislim, da je boljše, ker se te stvari malo bolj konsolidirajo in se ene stvari preselijo na en nivo višji, se preselijo v stranke in potem se mora stranka obadati, kaj bo zastopala, a ne, ko bo šla na volitve. Pri nas se bo v bistvu že na volitvah se parcialno, se lepo interesno vidim, pol voliš lahko 12 strank, 22, whatever, koliko jih je bilo. Štekaš? Mislim, problem je predvsem. Zdaj sem se kar vključil. Povej, kaj ti. Gremo. Ja, gremo. Perica je začel. Prepričal me nisi. Pred zadnjo vprašanje. Za aplikacijo. Čakaj. Ja, sorry. Je bilo tako, bom jaz nekaj povedal, jaz zdaj moram iti. Ti mu nekaj, jaz sem mislil, da je zadnje s telefoni vprašanje. Ne, ni. Da bo to brisal toliko. Ne bom brisal, zdaj sem več odpustil. Kar se softvera tiče, imam že spet eno vprašanje. A uporabljate karkoli za zapiske in kaj je to? Za zapiske na telefonu. Jaz si sam zapišem ene 3 besede. Kam? Ta klasičen note. Notes od iPhona. Kaj pa ti? A karkoli v telefon daješ, kar se zapiskov tiče? Niti ne. Nekoč sem nekaj malega, pa se tudi snemal glasovno, pa tako prezeti zadnjice. Zdaj si pa obupal. Se pravi, prej imam nič napisal za svoj. Najljubši app na telefonu, nekaj mi možeš, da dam. Najljubši app. Na tvojem Huawei. Zdaj je Flipboard. Kje si Flipboard? Da malo, kako mi tako da od NBA novice, pa malo od Rolling Stone. Ja, listaš, ne. Ja, to je fajn. No, daj, ajde. Mogoče kar Gmail. Gmail. Ja, zato, ker sem pač je fajn imeti še to na telefonu, ne, poleg tega tam. Si na novo zaživel z normalnim telefonom. Kaj? Meni je ful dobro imeti na telefonu mail. Mail, ja. Perica, dobrodošli. 2007, 2008, to nekje. Ja. Ne, se dejansko je aplikacija, ni. Je. Ja, če pa gledam z druge so bolj trivialnega pomena. Na maile, kar tako na telefonu, wow. Zadnje vprašanje mi je pa v bistvu, Perica mi ga je skoraj malo spojilo, ki je govoril o jugi, ker imam zmeraj en predmet, ponavadi je vprašanje najljubša stvar, ki si jo imel v TRR. Ampak tisto, kar me zanima, kaj bi, oziroma ne kaj bi, kaj sta imela že na odru, pa da vam je bilo kul. Razumeš, da je bilo v vseh klubih, v katerih nastopate, na vseh odrih, ki ste bili, eno stvar, ki vam je ostala v glavi, ki je bila z vama na odru, ko ste stand-up delala. Ja. Tako pa ne mi reči tu barstul od stand-upa, ki je posod, govorimo nekaj random zadeva, ampak to, da ti je v glavi ostalo od vseh predmet. Predmet mora biti. Meni bo super, ko sem bila s Tinom na enem nastopu, ko je bil malo tak bizaren v Laškem, ali kje so bila, in Tin je nastopal in od zadaj za zaveso, samo to povem, pol pa res pizdim, za zaveso je bilo en kup inštrumentov, ampak oni inštrumentov, ki so tako za neko bolj resno glasbo, ne. Kaj so cimbale, ali kaj je tisto, ne? So cimbale, ali kaj je tisto? Ne, tisto, ko so take palce, ko imajo kar gor neke žogice v obrazine. Ja, mogoče imaš prvo zvonjen, ko se reče. No, tisto je bilo, pa je bil en tako ogromen gong ali boben, ali kaj je že bil, in pol, jaz sem delal svoj set in Tin je končeval svojega in jaz sem proti koncu privlekel. Prvo eno stvar, da sem Tina zmotil zunaj, medtem ko je neki crowd workout tam, in potem sem šel po drugo in sem se jokal na odru. Tisto prav bolj me kurat, ne samo za Tino nastop, ampak tudi zato, kako folk to dojel, čisto samo zase in je... še zdaj, ko se sam spomnim, je bilo tisto self-indulging idiot, ampak je pa bilo. Te je nasmejal. Ja. Ne, to je najboljša stvar, kadar imaš dober material, ki je že preverjen in pol ti hodiš okrog
po različnih kulturnih domovih in najdeš v teh zaodrih kakšne stvari. To je vedno ful zabavno, pa da je že oder čuden malo. Včasih prideš nekam, pa je tako ful oder, umika mikrofon, falling away. Prideš nekam, zdaj pa res te 3 minute boš pa res ful si. Ja, res moram pobrati zrca, kaj ti ni jasno, a ga boš ti? A kličemo koga, da kdo drug pobere, ok? Kada zdaj že nima dovolj travm. Komika dela, Perica komika dela. Tako da ja. Ne, hotel sem... En predmet. Enkrat sem nekje nastopil, pa je bil zadnji za odrom, dejansko na odru je bilo okno. In sem ga vmes odpiral in tako ven gledal čez okno, ko so ljudje mimo hodili in sem jih pozdravljal. In to vse tako ljudje so mene videli in okno od zadnji za odrom. Aha, ok. Tako mislim, prav na odru je bilo okno in pa sem ga odprl, pozdravljal ljudi, splezal ven čez okno, splezal not nazaj in tako je bilo res tok bizaren element. Ja, še. Ja, še posebej, ko ljudje mimo hodijo in ti odpreš okno, pa kao, hej, tukaj Nisi smo. pa Perica s tem nič nastopa na koncu. Nisem pa nobeno nič nastopil. Dober človek si ten. Hvala. Nič, to je več ali manj to za ta aparatus. Adijo. Adijo, Perica. Perica je že. Čau. Čau. Tole je bila 170. epizoda Aparatusa. Tina in Perico najdete tako na Twitterju, Facebooku in imate svoje spletne strani, pri čemer je una od Tina dejansko ok, Perica ima pa nek blog na siol.net iz leta 1972, ampak se vseeno splača pogledati. Pejte pogledati, karkoli počnete. Jaz sem posod seveda ZT, tako da mi lahko tam težite. Še enkrat ful hvala vsem, ki delite pogovore, če so vam všeč, predvsem pa hvala tistim, ki podpirate tole, kar počnem, ker brez vas se tega ne bi mogel več iti. Tako da res ful hvala. Če bi to radi naredili, pejte pa na aparatus.si /podpri. In to je več manj to. Čau.